Dobrodošli v novem videu in danes imamo spet nov earnings report in sicer Tesla je včeraj reportala svoje Q4 earningse za leto 2022 in stock je v bistvu up, zdaj pre-market 9%, tako da bomo danes šli malo čez te earningse, da vidimo v bistvu zakaj je temu tako, kaj lahko pričakujemo naprej, kaj je rekel Elon v povezavi z demandom za Tesle. Če ste gledali prejšnji video, sem rekel, da bo to zdaj ful pomembno. Tako da ja, v bistvu gremo kar pogledati earningse. No. Ok, prva stvar, ki bi jo rad izpostavil že klele, je 1,4 milijarde cashflowa v Q4, se pravi, to je ful manj kot Q3, ki je bil cashflow okoli 3 milijarde in bomo si pa tudi v bistvu pogledali zakaj. Pogledali si bomo tudi balance sheet. Tesla ima v bistvu ful manj casha, kakor nekateri mislijo, pa kakor se tudi oni hvalijo, da imajo casha. In v glavnem ta cash flow number je zato toliko manjši, ker so zdaj v zadnjem četrtletju investirali toliko več, investirali so 1,5 milijarde več, kakor v Q3-ju. Samo veste, zakaj je free cash flow toliko manjši. No. Ampak če gremo zdaj kar naprej, Tesla je v bistvu bitala na revenueju, se pravi 24,3 milijarde, expectation je bil 24,1, in pa bitala je tudi na EPS-u, se pravi gap EPS je bil expected na 1,04, prišel je pa na 1,07, pa non-gap EPS je bil expected na 1,12, kakor vidite je pa prišel na 1,19. Tako da je v bistvu dva bita, te dva kako bi rekel, najbolj pomembna, kar večina ljudi gleda. No, ampak, če pa v bistvu pogledamo malo naprej, če si pogledamo automotive gross margins, se pravi gross margins za avte, 25,9% proti 28,3% expected, tako da tukaj miss, in pa tudi gap gross margins 23,8% proti 26% expected. No, tukaj me je to v bistvu malo zmotil. Tudi Elon je pol rekel na earnings callu, da v bistvu pričakujejo še manjše marginse, okoli 20%, zato ker, kakor veste, so zdaj znižali cene in v prihodnosti pričakujejo, da bo average cena avta, ki ga prodajo, $47,000. Tako da tukaj pričakujejo, da bojo zaradi tega malo manjši marginsi. Zdaj bomo videli, pač upam, da bo Tesla lahko obdržala tak profitability, kakor ga ima. Ker če v bistvu pogledamo, Tesla ima ful boljše marginse, kakor vsi ostali proizvajalci avtomobilov, če naštejemo zdaj teh ful luksuznih, kakor neki Ferrari. Ampak ja, v bistvu upam, da bo Tesla to obdržala, ker ja, v bistvu, če se bodo toliko znižali marginsi, pač lahko to dosti vpliva na njihovo profitabilnost, pač na dosti slab način. Ne. Ok, če si tudi klep pogledamo, v bistvu total revenue je zrastel 37% year over year, kar je manj od tistih 50%, ki jih Tesla pričakuje. Zdaj bomo si pa tudi pogledali, kaj si mislijo za naprej. Ampak Elon je bil pač Elon je dosti velikrat v bistvu poudaril, da on res pričakuje 50% growtha year over year. V bistvu se bo se videli tudi v tem earnings callu je povedal enako. No? In ja, ne vem, mene to v bistvu malo skrbi. Mislim, da Tesla vse večje, kot je, težko bo pač grovala 50% na leto, ker valjda je težji grova za 50%, ko imaš enkrat 100 milijard revenue, kakor si jih imel 10. Ne? Ok, če si pogledamo zdaj malo končen production za to leto, Tesla je leta 2022 naredila 1,369,000 pač vseh vozil. Tukaj valjda prevladuje ta Model 3 pa Model Y, ki so jih proizvedli kar skoraj 1,3 milijona. V bistvu, kar mi je tukaj všeč, je, da growa tudi njihov drug biznis, kakor je ta solar deployment, se pravi te sončne celice, pa storage deployment.
Ja, in v bistvu, čeprav solar deployment je grow samo 1% letos, medtem je pa storage deployment v bistvu grow kar 46%. 64%. Tako da ja, to sta dva biznisa, v bistvu, ki jih večina ljudi sploh ne vzame v poštev pri Tesli, no. Ampak se meni zdi tudi dosti pomembno, če bo to pač growala. Ok, če si pogledamo zdaj njihov outlook za naprej. Kakor sem rekel prej, še vedno pričakujejo ta 50% growth year over year. V bistvu to pričakujejo za naslednje leta, se pravi ta CAGR pomeni Compounded Annual Growth Rate, torej to ni za eno leto, ampak za več let naprej, in v bistvu tudi napišejo, da nekatere leta bojo growali hitrejš, nekatere leta bojo growali počasnejš, v bistvu odvisno od pač številnih faktorjev. Zdaj za 2023 pričakujejo, da bojo proizvedli 1,8 milijona avtov, in to je v bistvu manj kot teh 50%, se pravi, če bi jih proizvedli 1,8 milijona, bi to v bistvu predstavljalo 38% več kot leta 2022, ampak ja, pač je res, da so rekli, da v bistvu, če bo šlo vse po sreči, da so zmožni proizvesti 2 milijona avtomobilov, ampak pač, da tega ne pričakujejo, da bo prišlo kaj vmes, no. Zato so tukaj play safe pa rekli, da bojo 1,8 milijona proizvedli to leto. Rekli so isto, da bojo začeli letos z produkcijo Cybertrucka, in pa, da se njihov Next Generation Vehicle Platform zdaj pač je under development. Se pravi, z dodatnimi informacijami, ki jih bojo delili na ta Investors Day, ki je 1. marca. Tukaj bi rad sam povedal, da ta Next Generation Vehicle Platform ni nujno, da pomeni nov avto. Tukaj lahko v bistvu tudi robotaxi, ali pa možno pa tudi, da bojo napovedali nov avto, mogoče cenejši avto, ki je Elon Musk je kdaj namignil na to, v bistvu, tudi zdaj, ko so ga vprašali v earnings callu, če bo Tesla naredila cenejši avto, v bistvu se je izognil temu vprašanju, rekel je, da pač ne bo tega odgovarjal zdaj, da v bistvu naj počakajo na ta Investors Day. Tako da možno, da kaj prihaja, ne vem, bomo videli. Ok, zdaj bi si pa rad v bistvu pogledal še malo balance sheet od Tesla, ker se mi je zdel malo zanimiv, v bistvu, da Tesla nima sploh toliko casha, no, kakor govorijo, da ga imajo. Mislim, govorijo, da pač imajo full casha, ampak če si pogledamo current assete, ima Tesla, se pravi, Tesla ima trenutno 22,185 milijard cash equivalents and investments, se pravi, casha, ki ga imajo pač zdaj. No, in če si pa pogledamo pol njihove liabilityje, je pa accounts payable 15,255 milijarde, pa accrued liabilities and other 7,142 milijarde. Tako da v bistvu vidimo, da te dva v bistvu zbrišeta njihov ves cash, ne. Če ja, ima Tesla tudi v bistvu inventory, ki ga bojo najverjetneje prodali, ampak to se v bistvu že šteje v free cash flow, in kakor ste prej v bistvu videli, free cash flow je bil isto ta quarter full manjši kakor prejšnja, ne. 1,4 milijarde free cash flowa v tem četrtletju, v primerjavi z več kot 3 milijarde v Q3. Tako da tukaj v bistvu, kar se tiče financiranja, prav Tesla, da bojo najverjetneje vzeli nov credit line, v bistvu so se že zmenili pač, zato ker ja, pač nimajo toliko casha več, in v bistvu še vedno hočejo investirati v baterije, pa storage growth v bistvu, in plus ta njihov Next Generation Vehicle Platform bo isto rabil najverjetneje več investicij. Tako da ja, kar se mi je zdaj še zanimivo, mogoče iz kola, Elon je rekel, da je bil januarja, se pravi po temu, ko so znižali cene na Teslah, v bistvu največji demand, kakor so ga videli na Teslah kadarkoli, da nikoli še v enem mesecu niso videli tazga demanda. Tako da, I guess je to dobro.
In pa povedal je pol še par stvari, kar se tiče FSD-ja pa AI-ja, se pravi, Elon pravi v bistvu, da nobeno podjetje ni pač niti blizu Tesli, kar se tiče full self-drivinga. To smo itak že vedeli. In pa v bistvu je rekel, da ko bo pač full self-driving zaključen in ko bo končan tudi, se pravi, ta njihov robot Optimus, da misli, da bo v bistvu Tesla največje podjetje na svetu, največji market cap, da bo imela. In ja, to je v bistvu to, en tak quick recap Teslinih earningsov. V bistvu, če vas zanima, kaj si jaz mislim o Tesli, a je zdaj buy ali ne, je v bistvu prejšnji video, je analiza na Tesli. Ja, tako da bi pa res še rekel, da bova naredila tudi Microsoft earningse, ki so bili sicer v torek, ampak bojo poslani jutri, no. Tako da, ja, to je to za ta video, pa se ga